Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v pregledu najzanimivejšega dnevnega dogajanja. Spremljate oddajo Dogodki dneva. V celjskem mestnem središču že dan pred dnevom Evrope postavili Evropsko vas. Trije slovenski evropski poslanci so se družili s celjskimi srednješolci. Mestna občina Celje bo letos za obnovo cest namenila skoraj 1,8 milijona evrov. V Celju se je v začetku tedna začel jubilejni 10. mesec športa. Danes je dan Evrope. Že včeraj so v Celju postavili tradicionalno evropsko vas, na kateri so zlasti otroci iz šol in vrtcev naše regije predstavili življenje v različnih evropskih državah. Ob 20-letnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo je bil to tudi osrednji državni dogodek praznovanja te obletnice za mlade. Evropsko vas so ob dnevu Evrope v Celju letos postavili 19. zapored. Namen projekta, ki ga od leta 2016 vodi 3. osnovna šola Celje, je spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, pa tudi zavedanje lastne kulturne identitete. Pred 19 leti se je zgodba Evropske vasi v Sloveniji pričela. Celje je ostalo edino mesto, kjer zgodba še živi. Veseli smo, da živi bogateje, večje, močneje kot kadarkoli prej. Letos, ko Slovenija praznuje 20-letnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo, smo bili deležni tudi velikega priznanja in pa časti, ko se je Vlada Republike Slovenije in pa Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje obrnil na Evropsko vas v Celju in nas povabil k sodelovanju, tako da danes obeležujemo oziroma praznujemo z mladimi ravno to obletnico, 20-letnice vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Imamo 5 velikih projektov, ki jih sočasno tekom dneva izvajamo, tako da smo izjemno veseli z odzivom, če tudi nam je morda danes vreme malo ponagajalo. Tako je letos pri postavitvi Evropske vasi sodelovalo kar 40 zavodov, večinoma vrtcev ter osnovnih in srednjih šol iz Savinjske regije. Ti so na stojnicah predstavili zgodovino, življenje in posebnosti držav, ki tvorijo Evropsko unijo. Zelo sem vesel, da je tradicija organizacije Evropske vasi, ki je letos že 19. tako bogata, da se mladi vsako leto soočijo na svoj najkreativnejši način z identitetami, z kulturami, z značilnostmi evropskih držav in na tak način prinašajo košček teh evropskih vrednot, duha sodelovanja, preseganja razlik in iskanja vsega tega, kar nas povezuje. Na drugi strani pa je seveda za mesto 20. obletnica vstopa v Evropsko unijo tudi priložnost za razmislek, kaj vse je kohezijska politika v tem času našemu prostoru dala, kaj smo v tem obdobju uspeli narediti za ljudi, za mesto in kaj vse še verjamem, da bomo tudi uspešno lahko storili. Tako da vsekakor kot občan Celja in danes tudi župan lahko rečem, da je za Celje bilo to zgodba in čas uspeha in verjamem, da tudi za marsikatero drugo lokalno okolje in da je evropska pot, ki jo živimo, vsekakor prinesla en velik razvojni korak in tudi marsikaj v duhu gradnje odnosov in skupnosti, ki je strpna in usmerjena v sodelovanje. Osrednji govornik na prireditvi je bil letos minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, ki je poudaril pomen tovrstnih dogodkov. Projekt je gotovo izjemnega pomena, ker navsezadnje je treba mlade navajati na to, da bodo kasneje sami prevzeli svoje odgovorna mesta v družbi. In če bodo zdaj recimo delovali v smislu demokracije, spoštovanja do drugega, do tega, da bodo pač vedeli, kaj pravzaprav je njihovo mesto, kaj smejo, kaj ne smejo, kaj lahko naredijo sami, kaj morajo pomoči poiskati z drugimi, kako sodelovati v nekem timu, recimo za kakršnokoli dela, za kakršnokoli sodelovanja, je to pravzaprav največ, kar lahko naredimo. Jasno pa je, da tukaj je to povezano z Evropsko unijo, to pomeni, da morajo oni pravzaprav svojimi očmi pogledati, kako to vidijo.
in tudi potem izraziti tako, kakor sami želijo. Torej, na nek način izraziti svoje videnja, svoje razmišljanja, svoja, recimo tudi morda, pričakovanja od Evropske unije. Kljub deževnemu vremenu je Evropska vas tudi letos privabila številne obiskovalce vseh generacij. Ob otvoritvi Evropske vasi pa so otroci pripravili še odličen program z evropsko glasbo, pesmijo in plesi. V sklopu praznovanja 20-letnice vstopa Slovenije v Evropsko unijo so na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje pripravili okroglo mizo, na katero so povabili tudi 3 aktualne evropske poslance: Lojzeta Peterleta, Milana Zvera in Ireno Jovevo. Na njej so spregovorili o prednostih in izzivih Evropske unije, mlade pa so pred evropskimi volitvami želeli motivirati tudi za aktivnejšo participacijo pri kreiranju prihodnosti te zveze evropskih držav. 1. maja leta 2004 je bila Slovenija sprejeta v družbo članic Evropske unije. Že 23. marca leto prej smo se za to odločili na referendumu, prvi koraki pa so bili narejeni že kmalu po osamosvojitvi. Jaz večkrat rečem, da je Slovenija s tem stopom veliko pridobila. Prvič se je uokvirila nek prostor svobode, demokracije, tržnega gospodarstva in tako naprej. Sedaj je v poziciji, ko dobiva velik del tudi materialno evropskih sredstev, ki jih moramo seveda s pridom uporabiti in smiselno uporabiti. Že iz tega materialnega vidika se splača Sloveniji biti članica Evropske unije. Evropska unija in evroatlantske integracije nam zagotavljajo tudi neko varnost, neko gotovo prihodnost in jaz mislim, da kakšne druge alternative za Slovenijo ni. Mi smo v Evropski zvezi prinesli svojo zgodovinsko izkušnjo, ki ni bila vedno prijetna. En poseben kulturni občutek, smisel za manjšine in tako naprej. Evropska zveza nam je pa dala okvir, ki ga nikoli v zgodovini nismo doživeli. Meje so se premikale, naš jezik je bil ogrožen in tako naprej. V Evropski zvezi nas spoštujejo, naš jezik je eden od uradnih jezikov Evropske zveze. V Bruslju se celo slovensko učijo. Mi take situacije še nismo in imamo en ogromen trg, polmilijardni trg, kjer brez carin lahko ponujamo svojo robo, svoje storitve in tako naprej. Spomnim se tistega zanosa, energije, ki je takrat zavladal in to dejansko je, po mojem mnenju, največji politični dosežek Republike Slovenije po njeni osamosvojitvi. 20 let je minilo, še vedno je ogromno izzivov, vedno se menjavajo, nekako se zdi, da gremo iz krize v krizo. Ni enostavno, ampak vseeno je Evropska unija najboljša možna alternativa oziroma najboljša možna skupnost, ki jo imamo. Vsi ti plusi niso dejstvo kar tako samo po sebi, da je prav, da ohranjamo vse to in da je prav, da tudi izpostavljamo vrednote, na katerih je nastala in na katerih temelji Evropska unija. Pomemben poudarek so sogovorniki dali prihajajočim evropskim volitvam. Po podatkih, ki smo jih lahko slišali, je samo 1/4 mladih v Sloveniji prepričana, da njihov glas šteje. Če ne bi bilo tukaj poročanja o negativnih zadevah, ker se veliko lepega znotraj Evropske zveze dogaja tudi v Sloveniji z evropskim denarjem, bi bilo mogoče malo več interesa. Zahodne države imajo praviloma še enkrat več interesa pri volitvah, ker vedo, da je vsak glas pomemben in mi smo videli sami kot evropski poslanci, kako pomemben je vsak, ki doživi zaupanje ljudi, ker če imaš idejo, lahko prideš z njo skozi, lahko dejansko pomagaš celi Evropi. Rekel, to je za nas preprosto prilika, to ni še nekaj več, ampak je nekaj bistvenega za naše vsakdanje življenje. Rada bi jim položila na dušo to, da nismo vsi politiki enaki. Verjamem, da slišijo marsikaj, izvejo marsikaj, ampak ni vedno vse tako, kot se morda zdi na prvi pogled. Prav je, da se pozanimajo, prav je, da so kritični tudi do vseh nas, prav pa je tudi, da oni prevzamejo odgovornost in grejo na volitve izbrati svojega predstavnika, svojo predstavnico, kakorkoli že, da se zavedajo pomena tega, ker mi smo tam
za njih in zaradi njih, da odločamo o stvarih oziroma o zakonodaji, ki se tiče neposredno njih. Če si želijo lepšo prihodnost, je seveda prav, da odločitev o tem, kdo bo to prihodnost oblikoval, ne prepuščajo drugim, ampak da grejo dejansko pač ta svoj glas uporabiti sami. Slovenci smo praktično na predzadnjem mestu po udeležbi na evropskih volitvah. Jaz bi si želel, da bi vendarle šli, da bi Slovenci spoznali, da glas nekaj šteje v demokraciji. Letošnje volitve so prelomne volitve, v Evropi moramo marsikaj postoriti. Evropa je postala zadnja leta šibka, manj konkurenčna in v tem smislu je nujno potrebno, da ljudje grejo voliti. Jaz menim, da Evropa mora nujno več storiti na področju obrambe, varnosti, pa tudi na socialnem in delovnem področju. Na okrogli mizi je beseda tekla še o osamosvojitvi Slovenije, primerjavi šolstva pri nas in v drugih državah Evropske unije, izmenjavah učencev v projektih Erasmus+, pa tudi o področju zdravstvene oskrbe. Mestna občina Celje je začela z drugo fazo obnove Obrtne ceste. Na odseku od hišne številke 8 do 9 je predvideno asfaltiranje obstoječe makadamske ceste ter ureditev odvoda meteorne vode z novih asfaltiranih površin. Načrtuje tudi vgradnjo cevi za umestitev obstoječih nadzemnih električnih vodov. Naložba je vredna okrog 40 tisoč evrov, izvajalec del je družba GM Hercog iz Laškega. Na mestni občini Celje se pripravljajo tudi na začetek obnove Razlagove ulice, prvo fazo izvedbe ceste Babno-Termont in preplastitev javne poti Teharje-Zvodno, ki je del poti javne kolesarske povezave med Celjem in Šentjurjem. Letos bodo preplastili tudi lokalno cesto za Dobrova-Ljubečna ter obnovili lokalno cesto na Lopati pri judo klubu Sankaku. Za obnove in gradnjo cest je v letošnjem proračunu mestne občine Celje namenjenih slabega 1,8 milijona evrov. V mestni občini Celje se je v ponedeljek začel mesec športa, ki ga že 10. leto zapovrstjo pripravljata Športna zveza Celje in mestna občina Celje. Do 2. junija se bodo lahko občani brezplačno udeleževali vadbe v kar 26 športnih panogah, na voljo pa bo tudi 6 promocijskih programov. V mestni občini Celje se radi pohvalijo, da je Celje najbolj športno slovensko mesto. V mesecu maju, tako že od leta 2014 naprej, v sodelovanju s Športno zvezo Celje pripravljajo mesec športa. Osnovni namen je, da spodbudimo občane k aktivnemu preživljanju prostega časa, da so čim bolj aktivni, se ukvarjajo z različnimi telesnimi dejavnostmi, ki pa vsekakor pripomorejo k zdravju in pa izboljšanju nekih kazalnikov zdravja. Letos so za občane pripravili še posebej bogat in raznolik nabor športnih panog. Udeležba je za občane in občanke povsod brezplačna. V mesecu športa je na voljo 26 različnih športnih panog, 6 promocijskih programov, namenjeno je prav vsem, od najmanjših do najstarejših, tudi gibalno oviranim, kjer sta namenjena posebej 2 programa. To je kolesarjenje na invalidskih vozičkih in pa kegljanje za invalide. Namenjeno je starejšim, kot je recimo Senior Fit. Potem pa imamo še ostale programe promocijske, ki pa se bodo odvijali kot enodnevni dogodki. Med številnimi športnimi društvi, ki so se odzvala povabilu Športne zveze Celje, je tudi celjski ženski košarkarski klub Cinkarna Celje. Najprej bi se rad zahvalil mestni občini, da nas je vključila v ta mesec športa v Celju. Kar se tiče nas, bomo pripravili treninge za vse punce, ki so v šolah košarke in tudi vse druge, da se lahko prijavijo, da lahko vidijo, da jim pokažemo, kaj delamo in nasplošno, da približamo košarko kot eden izmed najlepših športov čim več dekletom v Celju. Zaradi slabega vremena so morali prvi trening izpeljati v dvorani gimnazije Celje Center. Udeleženke uvodne aktivnosti v okviru meseca športa pa se izjemno veselijo možnosti treningov na zunanjem igrišču Mavs, kjer bodo treningi potekali v primeru lepega vremena. Za nas je to zelo fajn, zato ker bomo lahko na zraku trenirali, da nam ne bo več vroče in nam zelo pomeni, da bomo trenirali.
Zelo odlično, bolje je, da smo na svežem zraku in s tem sem tudi jaz zadovoljna, da bomo bili zunaj. To bomo izvajali na košarkaškem igrišču Maus pred dijaškim domom v Celju. To bo vsak torek in vsak četrtek ob 5:30 do 7 oziroma v četrtek od 4:30 do 6. Uvodnega košarkarskega druženja se je udeležilo tudi kar nekaj deklet, ki so se s košarko srečala že v okviru krožkov šole košarke, ki skozi šolsko leto potekajo na celjskih osnovnih šolah. Jaz sem se srečala s košarko, tako da sem prvič zatem začela metati na koš in takrat mi je košarka zelo postala všeč in sem se odločila, da grem probati na trening, kako poteka to, pa sem se pa odločila. Košarka me veseluje in s tem se tudi pač soočam, ker imam pač rada in mi tudi dobro gre. Puncami se imamo dobro. Košarko sem začela trenirati, ko sem prvič začela gledati tekmo, mi je postala zanimiva. Treniram pa že 3 leta. Na treningih delamo take vaje, menjave, potem delamo tudi take igre, zbijanje žog, pa enkrat smo igrali nogomet pa med 2 ognjema. V ženskem košarkarskem klubu Cinkarna Celje ugotavljajo, da je zanimanje med mladimi dekleti, ki obiskujejo celjske osnovne šole za košarko, iz leta v leto večje. Tu je kar nekaj deklet, ki obiskujejo šole košarke na 8 osnovnih šolah, na katerih delujemo. Potem nekaj deklet je iz kluba, iz selekcije, ampak to so predvsem mlajše selekcije, kot so U8 in U10. Se pravi, da tu začnemo dekleta zbirati v klubu in potem, kako se njihova kariera oziroma njihova pot razvija naprej. S puncami se imamo zelo fajn, imamo najboljšega trenerja, počnemo pa veliko stvari, v bistvu vsak trening imamo drugačen. Udeležba na prvem košarkarskem treningu je presegla pričakovanja. Tudi sicer pa se organizatorji letos na vseh aktivnostih nadejajo še večjega obiska kot v lanskem letu. Lani je bila udeležba dobra, letos si želimo še povečati udeležbo na nekaterih dejavnostih, zato tudi promoviramo ta dogodek in vabimo, da se občani udeležijo vseh aktivnosti, ki so jim na voljo. Vsekakor se bo te aktivnosti brezplačne, tako da vabljeni k udeležbi. Najboljše evropske ekipe v odbojki sede so se v Šempetru pomerile na turnirju Zlate lige narodov. Slovenke so pod vodstvom selektorja Simona Božiča osvojile bronasto odličje, kar je dober obet pred njihovim letošnjim nastopom na paraolimpijskih igrah v Parizu. Jaz osebno se s 3. mestom ne morem zadovoljiti. Osebno sem pričakoval vsaj 1 mesto više, ker smatram, da je to realno. Pač včeraj je prišla ena tekma proti Nemčiji, ki jo nismo odigrali dobro, pa vsej nismo bili tako daleč. Na današnji tekmi proti Italiji pa smo pokazali, da lahko pariramo tudi evropskim prvakinjam. Zdaj jaz moram poudariti še to, da to je turnir, kjer lahko igrajo 2 minimalke, pomeni 2 igralke z minimalno poškodbo. Te igralke so ponovadi med najboljšimi v svojih ekipah. In proti nam so z 2 minimalkama igrale čisto vse ekipe na tem turnirju. Zdaj verjetno bi tudi mi posegli po tej možnosti, ampak mi pa enostavno nimamo 2 minimalk. In smo to vzeli nekako kot pripravo oziroma za neko pogled v stanje, kaj nas čaka v Parizu, sploh proti tekmi z Italijo. Mi smo spet tu v neki specifiki. Vse druge reprezentance, ki smo zdaj imeli možnost videti tu, ali pa bom rekel, ki bojo nastopale v Parizu, so nekako profesionalne ekipe. Za njih je poskrbljeno, tako finančno, tako s službami.
Pri nas pa nažalost tega ni. In morate vedeti, da naši punci so polovico svojega dopusta ali pa več že porabili zdaj, da smo odigrali ta turnir na Kitajskem. Polovico ga bo šlo za Pariz. Mislim, da nas dejansko vsi gledajo kot en fenomen, ker zavedati se moramo, da taka mala država, kot je Slovenija, da je že toliko časa res v vrhu, je res velik uspeh. In imeli smo vmes krizo, verjetno jo še bomo kdaj imeli, ampak jaz verjamem, da smo s to žensko ekipo res tako osnovo postavili, da ni v Sloveniji nekega strahu, da bi kdaj ta odbojka zamrla. In se pač res je lepo slišati, ko ti s spoštovanjem res velike reprezentance, močne reprezentance čestitajo. Jaz mislim, da so nam vsi tudi privoščili ta uspeh, ker se mi zdi, da se dobro razumemo z vsemi, kar na koncu tudi veliko pomeni, glede na to, koliko časa v tej odbojki preživimo in se radi vračamo na tekme in na ta tekmovanja, tako da res ena velika družina, ta paraodbojkarska svetovna scena. Jutri bo sprva precej jasno, proti večeru se bo oblačnost prehodno nekoliko povečala. Čez dan bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V soboto bo delno jasno in nekoliko topleje. V nedeljo bo sprva še večinoma sončno, popoldne se bodo začele pojavljati krevne plohe in posamezne nevihte. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami znova jutri. Lep pozdrav.